Jerica Lebar, prihajam iz Šoštanja, sem intuitivna svetovalka in terapevtka, ki pri svojem delu uporablja učinke metod psihoterapije, zvoka in energije. In zdaj končno počnem to, kar sem si jaz od nekdaj želela. Namreč, da bom pomagala ljudem. To me je tudi en tak tihi glasek skozi govoril, da jaz bom enkrat nekaj pomagala ljudem. Zdaj, kako bo to izgledalo, po kakšni konkretni obliki, nisem imela pojma. Do zdaj sem pa, oziroma prej sem pa 20 let skoraj delala kot ekonomistka v eni iz naših firm, ampak sočasno sem pa ves čas me zanimala alternativne metode zdravljenja, psihologija, psihoterapija in počasi sem začela tudi dokaj aktivno delati v tej smeri. Tako da sem pa nekaj časa pravzaprav sporedno imela dve službe, ena kot ekonomistka, komerciali, drugo pa potem kot nudila pomoč ljudem z metodami in znanjem, sposobnosti, ki so se mi tudi čez leta razvila. In potem je prišel pa čas, da me je srce, moja duša začela nagovarjati, da jaz moram pa pustiti tovarno okolje, v katerem sem bila. Imela sem zagotovljeno službo, redno plačo, pravzaprav res eno tako ugodno življenje. Pa je rekla srce, pusti vse to, ti počni zdaj samo delaj terapije. Zdaj, skoči to neznano, ne veš, kako bo, veš samo to, da te srce kliče, da v tem uživaš, ali ostati v tistem varnem okolju, v službi kot ekonomistka, brez veselja in brez občutka izpolnjenosti. Tu je ena taka dilema, kjer tudi takrat, ko mi vemo, da moramo nekaj narediti, se oglasi v naš čist saboter, ko pravi, hejt stran, ne narediti tega, strah pride vam. In ta saboter osvetli vse možne strahove. Tudi če vemo, da moramo to narediti, da je to dobro za nas, da bomo uspeli, takrat pridejo na plan vsi strahovi. In zdaj, kako se soočiti s temi strahovi? Jaz sem imela srečo, da sem imela podporo doma v družini in da so vedeli, da bom slej poprej to naredila, ampak v meni še kar nekako bil ti strah pred odgovornostjo. Imam hčero, ki jo je treba nekako spraviti še v kruhu, oziroma je pomagati. Mož sicer je v službi, ampak za eno plačo danes je težko. Ne? In zdaj, kaj narediti? Kaj bi naredili vi? Izkočili? Pa rekli, kakor vo, ali bi to počasi preizkušali, ali bo to se obnesla, ali se ne bo obnesla. No, jaz sem prosila vesolja za pomoč, sem rekla, dajte mi pomagati, dajte mi en razlog, da bom jaz res imela en razlog reči, kjer se odpovedujem tej varni službi. No. Meni je vesolje hitro začelo pošiljati pomoč, ampak ne v taki obliki, kot sem se jaz predstavljala. Jaz sem hotela en tak lep prehod, ker sem začela nekaj fajnega dela, da bo to ena taka lepa odločitev, sem tem dobro počutila. Ampak meni je začelo okolje pokazati to, da za mene ta služba ni več ta prava za mene. Jaz ne morem delati več kot ekonomistka. In prvo, kar je bilo, je začelo moje telo zabrati od hrano v službi. Jaz sem bruhala po vsaki malci, ko sem pojedla v službi. Ampak to ni bilo dovolj. Potem so se začele zlagati glede projektov, pa odnosi, kar vse se je začelo nekako tako čudno ugotavljati, ampak jaz še vedno nisem imela poguma. Vedela sem, da moram to narediti, ampak poguma za to pa nisem vedela, še vedno me je bilo strah. In sem spet rekla, dajte mi en razlog, res sem tak orenk razlog pravim, da bom to naredila. No, pa se je pa zgodilo, sem imela svojo prometno nesrečo na službeni poti in tisto me je pa stresno. Zdaj se pa ne sme več špilati, zdaj pa moram res nekaj narediti. In ko sem prišla domov, takrat pravi mož, lej, vse bomo, nekaj bomo že. Zdaj, če moraš to narediti, tem si dobra, rezultate že imaš, vse delaš to že, naredi to. Po eni strani je bilo to olajšanje, ampak po drugi strani sem pa jaz vedela, se ne moram zdaj več skrivati, jaz moram zdaj nekaj res narediti. In sem si postavila dva vprašanja, ki bo lahko mogoče pomagala tudi vam, kadar boste pred eno tako življenjsko pomembno odločitvijo. Prvo vprašanje je nagovarjalo srce in moja duša. Kako hočem živeti v naslednjem obdobju svojega življenja? A še vedno tam v pisarni? Ali bom počela to, kar sem že do zdaj počela z veseljem in sem čutila, da je to moje? Odgovor je bil jasen. Ampak pa sem mogla še pa svoj pretentati, ker ta je pa močen. In sem si postavila vprašanje, a sem res tako neumna, da ne bom naredila tistega, kar vem, da moram narediti. To je pa skočil, takoj po koncu je rekel, ne. Tako neumna pa ti že nisi.
To mi je dalo pa tisto moč, tisto končno odločitev, da sem potem zmogla, šla do direktorca in naredila to pač, kar sem vedela, da bom, da se odpovedujem službi in da grem jaz na svoje. Tako da, jaz sem se takrat počutila, ko sem šla iz direktorične sobe, ful ponosno. To je tako kot takrat, ko sem rodila svojo hčero, ko sem dala življenje nekomu. In res sem rekla, bravo, soočila sem se s svojimi strahovi. Vse, ko enkrat ti strahove osvetliš, ko se sooči z njimi, takrat zgubijo svojo moč. In potem zmoreš narediti tisto, kar veš, da zmoreš narediti. Ne? Zdaj pa, da mogoče tudi vas nagovorim z enimi vprašanji. Če vi imate kakšne svoje sanje, svoje želje, pa jih mogoče še nimate poguma uresničiti, oziroma ne veste tisto poti do, kako to narediti. Vprašajte se, kakšne so vaše sanje. Kaj vas res veseli. Potem pa, kaj bo vaš prvi korak, da te sanje uresničite. Ker brez konkretnega koraka bojo sanje ostale kar ene sanje v oblaku. Bojo kar en oblaček, ki ne bo nikoli realiziran. Vedno morate nekaj konkretnega narediti, to čim prej. Vse tisti majhni koraki so v bistvu veliki koraki. Včasih greš, ne se približuješ k cilju. Ni to, kar naenkrat ne zrasteš, ne postaneš odrasel. Minevajo leta, da dobiš ene izkušnje, da odrasteš. Tako da, zdaj, da bi mogoče vi lažje dosegli svoje sanje, svoje cilje, bi zdaj naredili skupaj eno kratko vajo, če ste za to. Pa bi vas prosila, da res pomislite na en svoj cilj ali pa ne na svoje sanje. Lahko je to karkoli. Če želite kako lepo obleko nositi, ali pa vozite v kakšno fajno avto, ali pa študente, tisti, ki študirate, mogoče zdaj z lahkoto, da želite svoje diplomirate čim prej, karkoli. Ja, imate en svoj cilj, ene svoje sanje? Ok. Zdaj pa naslonite se lepo nazaj. En tak sproščen vdih in izdih. In pojte z mislimi v te vaše sanje, v ta vaš cilj. In se predstavljate, da ste že tam, da se to že dogaja. Samo opazujte znotraj sebe, kako se počutite. Dajte si svobodo. Občutek, kako fajn je to, kako potem uživate. In se potem na koncu samo enostavno zahvalite sam pred sebi in rečete hvala. In se počasi vrnite nazaj v dihanje. A vam je šlo? Če je uspelo eno, je to super. Zdaj pa ohranite ta občutek, ki ste ga dobili in pomislite na to, kaj bo vaš prvi korak, da boste dosegli te svoje sanje, pa svoj cilj. Ja? Hvala. Ja. Ok, to je z moje strani. Upam, da boste zmogli narediti prvi korak ali pa naslednji korak čim prej, ne čakati. Ja? Hvala.